Murski Soboti predstavili prenovo Slovenske ulice ter podpisali pogodbe z izvajalci del. V Lendavi so se z umestitvijo spominskih tlakovcev poklonili 3 judovskim družinam, ki so bile žrtve holokausta. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Vabimo vas k pregledu dogodkov v pokrajini ob Muri, zato ostanite z nami. Nadaljevanje prenove mestnega jedra v Murski Soboti. Projekt vreden 4,3 milijona evrov, predvidoma končan konec leta 2020, se je pričel s podpisom pogodb z izvajalci del. V kratkem, že konec tega meseca, se bo v Murski Soboti nadaljevala prenova mestnega središča. Del te prve faze prenove je že stekel na Trgu Zmage, v nadaljevanju pa se bodo lotile ene najpomembnejših ulic, Slovenske ulice. Prenovo je predstavil dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Mi smo v sklopu projekta celostnih trajnostnih naložb že dobro 4 leta nazaj izvedli vrsto delavnic, s katerimi smo, mislim, da jih je bilo 16, s katerimi smo Sobočanke in Sobočane vprašali osnovno stvar, v kakšnem mestu si želite živeti v prihodnosti. In to je bilo, kar se tiče mestnega središča, osnova, da smo na podlagi številnih idej, vprašanj, pobud, želja iz različnih starostnih, poklicnih, interesnih skupin oblikovali razpis, s katerim smo iskali projektanta za načrtovanje mestnega središča v prvi fazi. Prva faza načrtovanja mestnega in izvede mestnega središča je torej že izveden Trg Zmage. V prvo fazo pa spada tudi rekonstrukcija Slovenske ceste od Zvezde pa tja do Sodišča. Na tečaju za izvedbo projekta so zmagali avtorji Matej Blenkuš, Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Primož Žitnik, Dominik Košak, Pija Kante, Katja Mali, Zala Babič, Urška Cvikl in Rok Sraka. Gre za popolno preureditev mestnega središča, ki bo pomenila večjo kakovost življenja v mestu. V mestu na relaciji, o kateri sem govoril, bomo posodili 7-krat več dreves, kot jih je sedaj. Obstoječa drevesa bomo presadili na območje Soboškega jezera. Celotna ulica bo v enem nivoju. Na ulici bodo imeli prednost pešci in kolesarji. Šlo bo za umirjen enosmerni promet, torej poudarjam, mi ulice ne zapiramo, ampak govorimo o umirjenemu enosmernemu prometu. Dopustna in možna bo tudi, torej možnost bo enostranskega bočnega parkiranja, posodobljena bo infrastruktura, sama rekonstrukcija bo omogočila več večjih letnih vrtov, več prostora za druženje, večjo privlačnost za podjetnike, barvit utrip mestnega življenja, odpravljanje degradiranosti samega območja. Jaz bi ob tem tudi rad posebej poudaril, da je sam projekt v tem delu, o katerem sedaj govorimo, vreden 4,3 milijone evrov in od tega smo uspeli pridobiti 3 milijone evropskih sredstev iz naslova celostnih trajnostnih naložb, kot povedano. To so na nek način kohezijska sredstva. Mestna občina Murska Sobota pa za ta del, se pravi govorimo od Zvezde do Sodišča, namenja 1,3 milijona evrov. Mislim, da okoli 70% je evropskega sofinanciranja, 30% pa je sofinancirano iz občinskega proračuna. Na podlagi izbranih projektov, na podlagi potem same prijave na evropska sredstva,
smo, ko smo dobili odobrene projekte strani Službe vlade za kohezijo, Ministrstva za okolje in prostor, šli tudi v razpis za izvajalca samega projekta, in sicer v 3 delih, gre za gradbena dela, inštalacijska dela in pa nadzor. In tukaj na moji levi so izbrani izvajalci. Izvajalec gradbenih del je domače podjetje Pongrad, izvajalec inštalacij je domače podjetje Blisk montaža in izvajalec nadzora je podjetje Atri. Po predstavitvi prenove Slovenske ulice, kjer bodo na površinah za motorni promet asfalt nadomestili s kockami pohorskega tonalita, kar bo omogočalo varno gibanje za pešce in kolesarje, so predstavniki mestne občine Murska Sobota z izbranimi izvajalci podpisali pogodbe. Z velikim veseljem bomo danes podpisali pogodbe o sodelovanju. To, kar je pomembno poudariti, pa je, da bomo danes večer ob 6. Povabili smo okoli 230 stanovalcev, podjetnikov, uporabnikov površin v samem mestnem središču, skupaj s projektanti, skupaj z izvajalci predstavili projekt zelo detaljno in o tem tudi govorili z njimi, odgovarjali na njihova vprašanja, kajti pomembno se mi zdi, da je sporočilo eno, da to delamo za občanke in občane, da to delamo tudi za podjetnike, ki delajo v samem mestnem središču, ker delamo prijaznejše okolje, ki bo bolj atraktivno tako za Sobočance oziroma občane, kot za tiste, ki vse večjem številu prihajajo v našo lepo mesto, ki bo po končanju tega projekta še lepše. Mi računamo, da bo projekt zaključen nekje v 1,5 leta. To bo kar dolga doba, delalo se bo fazno, tako da ne bo naenkrat zaradi gradenj zaprto celotno območje. Skratka, tudi sami izvajalci, ki so še zdaj v fazi vpeljavanja v delo, bodo poskrbeli za to, da bo življenje in pa samo bivanje v mestnem središču zaradi gradbenih posegov čim manj moteno, ne bo pa v celoti seveda takšno, kot je zdaj. Če želimo mesto prenoviti v lepše mesto, moramo tudi potrpeti in na tem mestu bi že sedaj, pa bom to še večkrat ponavljal, pozval občanke in občane k potrpljenju, k strpnosti in k temu, da se zavedamo, da ustvarjamo mesto za nas, da ustvarjamo mesto tudi za tisti, ki bodo v prihodnje živeli v našem mestu. Mestno jedro bo bogatejše tudi za novo urbano opremo. Poskrbljeno bo tudi za ranljive skupine, s tem, ko bo celotna Slovenska ulica na istem nivoju in brez ostrih robov, bodo veliko pridobile družine z otroci, kolesarji, uporabniki skirojev in podobno, ter seveda invalidi. Stalnimi vodniki bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne. Dela bodo potekala po fazah in naj bi se zaključila v 1,5 leta. 11 medeninastih tlakovcev s vklesanimi osebnimi podatki članov 3 lendavskih judovskih družin odslej kot opomnik na žrtve holokausta. V Lendavi so umestili prve kamne spotikavcev spomina člane judovske skupnosti, ki so jih med holokaustom 2. svetovne vojne odpeljali v koncentracijska taborišča. S tem dejanjem na simboličen način pregnane prebivalce vračajo pred njihove domove in ulice mest, kjer so nekoč živeli. Avtor projekta Gunter Demning, ki je poprej medeninaste tlakovce s vklesanimi osebnimi podatki posameznih žrtev položil že v 610 mestih, je tako tudi v Lendavi o prisotnosti potomcev Judov ali drugih posameznikov, ki se ukvarjajo z Judi, umestil v pločnike 11 kamnov spomina, imenovanih tudi spotikavci. Le-ti so pred zadnjim domovanjem 3 judovskih družin, Blau, Balkani in Švarc. Umetniški projekt Kamni spotikavci tlakovci spomina koordinirata Judovski kulturni center Ljubljana in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga vodi Boris Hajdenjak. Slednji je tudi podrobneje predstavil 3 judovske družine, živeče nekoč v Lendavi.
To je bil očitno moral biti Ludvik Blau. Njegova usoda življenjska ni izjemna samo zaradi tega, ker je izgubil svoje bližnjo daljno sorodstvo, ampak ravno zaradi tega, ker je po smrti iskal življenje. Namreč ni bil samo prvi, ki je takoj po vojni bil med sopostavitelji spominskega obeležja na dolgovaškem židovskem pokopališču, ki je bilo dolgo, predolgo edino spominsko obeležje sploh za žrtve holokavsta v Sloveniji, ampak bil na koncu svojega dolgega življenja ključni pobudnik za to, da je seveda Lendavska sinagoga obnovljena in je danes muzej. Mislim, da brez njegovega sicer zelo pomembnega napora ne bi tega nikoli bilo. Drugi Balkani, družina Balkani, oziroma konkretno kot glavni Elek Balkani, pa je seveda, recimo, da temu bil poznan. Namreč njegova družina, družinska tiskarna je v 30 letih pred drugo svetovno vojno tiskala predhodnik današnjega dela, to je bilo sicer legalno glasilo ilegalne komunistične partije, zmerno ljudska pravica, zato je bilo spominsko obeležje. In to ni bila edina stvar, ki je ta tiskarna tiskala. Tiskali so vse, od katoliških, evangeličanskih, judovskih besedil do tega, da so tiskali v vseh jezikih, hrvaško, slovensko, hebrejsko, madžarsko in seveda, kot vidimo, v tem situaciju niso imeli nobenih plaščic, nobene politične smeri, kar seveda takrat ni bilo ravno pogosto. Ampak to ni bilo edino. Namreč on je bil v mešanem zakonu, njegova žena je bila Madžarka in ko so 26. aprila 1944 prišli po lendavske Jude, njega niso aretirali, ker je bil v mešanem zakonu. Ampak on je v noči z 26. na 27. april posvojil hčerko, 6-letno dojenčico sosedo. Torej, čeprav je bil on osebno rešen, je v tej skrajni situaciji pomagal rešiti eno življenje. Našel sem namreč pripis notarske pogodbe, ki očitno po datumu je nastala torej v teh dramatičnih razmerah, kjer se starši seveda vedoč, da grejo nekam, kjer vprašanje, če bodo preživeli, določajo, kaj se zgodi, če se ne vrnejo in podobno. No, on je sicer potem uspel, seveda se leta 16. oktobra, ko so Nila še prišli na oblast skrit in se skrival skoraj tik do osvoboditve. 26. marca 1945 bil aretiran, vplivil v Mursko Soboto in potem v umiku madžarske policije Črncih ubit. Ni bila njegova žena, ki je pa preživela, tudi zaradi tega ona dobi Stolperstein, čeprav ni Judinja, ampak Stolpersteini nikoli niso bili samo Judom, bili so namenjeni vsem, ki so trpeli zaradi fašizma in nacizma. No in osebno se mi zdi ta življenjski smisel, recimo, ki se ga tukaj vidi, torej v skrajni situaciji reši še eno življenje, nekaj, kar si zasluži pozornost. Tretji je Tomislav Švarc, ki ne samo otrok je preživel Auschwitz in Buchenwald, ampak kar se mi zdi izjemno pomembno tudi to, da je na večer svojega življenja uspel napisati svoje spomine. Mislim, da noben drugi lendavski Jud ni tako podrobno tega napisal, in že zaradi samo tega bi si zaslužil spomin, si pa zaslužil spomin tudi zaradi tega, ker je pač po mojih podatkih torej tudi zadnji prekmurski moški Jud, ki je preživel vojno in je lansko leto umrl v Izraelu. Umetnik in avtor projekta Gunter Demning je začel polagati tlakovce leta 1994, da bi z njimi obudil spomin na brezimne in pozabljene žrtve nacizma. Ob tej priložnosti je povedal: Zelo dolga je ta zgodovina deportacij. Nacisti namreč niso deportirali samo Jude. Že maja leta 1940 so sprva deportirali Rome, Cigane iz Kölna, Düsseldorfa in Hamburga. To je bila nekakšna generalka za kasnejše deportacije ostalih ljudi, zlasti Judov. Ko sem v Kölnu umeščal posvetilo, sta se ob meni ustavili dve dami in mi rekli: To, kar delate, je lepo in spoštovanja vredno, vendar ti ljudje pri nas niso nikoli živeli. Kako pak nista vedeli za tedanje prebivalce, še manj pa za početje in dogodke v tistih težkih časih. V večstoletni zgodovini so se ti ljudje povsem asimilirali in so bili neločljivo povezani s tedanjo družbo. S tem projektom vračamo imena ljudem, ki so tam živeli. Mislim, da je dan danes to še kako pomembno, ne samo kot spomin na nekaj, kar se v preteklosti zgodilo in kar se naj ne bi ponovilo. Večina teh ljudi nima nagrobnika in zato je mladi generaciji potrebno tudi na tak način predstaviti abstraktno številko holokausta s 6 milijoni žrtev, ki so imeli tudi družine in potomce. Ti tlakovci spomina so za ljudi in kraje priročni pouk zgodovine. Lendavski župan Janez Madžar je o vključitvi v ta projekt povedal: Meseca januarja me je poklical direktor ljubljanske sinagoge, gospod Robert, in mi je ta projekt predstavil in tudi vprašal, če smo za. Jaz sem v isti sapi povedal da. Naknadno smo se srečali v Mariboru, v Mariborski sinagogi, ko je bil predsednik države Borut Pahor.
na prireditvi v svetovnemu spominu na holokaust in takrat sem se že zavezal, da bomo tudi v Lendavi naredili. Sprva je bil načrt v mesecu aprilu, ko je 26. spomin na deportirance v taborišča, vendar ta gospod Gunter Demnik bil zaseden oziroma imel druge relacije in nam je dodelil 17. september. V luči kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulture tudi to dejanje dviguje zavest o bogatem sožitju narodov in kulture tega prostora v preteklosti in sedanjosti. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnje, kot je zagotovil Janez Madžar. Vsi ti dogodki, vsi ti, bom rekel, spomini na naše prednike, Lendave, Jude, vsekakor veste, da so imeli svojo kulturo. Mi smo danes nastavili tlakovce spomina na njih in tudi za bodoče rodove spomin, da so tu živeli nekoč ljudje, ki so nam tlakovali takrat razvoj za Lendavo. Veste, da so oni napredni ljudje bili in so Lendavo popeljali v eno razvito dobesedno mesto. Takrat pred tistim še Lendava ni bilo mesto. Sedaj za Evropsko prestolnico kulture nam še toliko več pomeni, da tisto tlakovanje njihovo, ko so naredili Lendavo kot mesto, nismo nastali statistično veliko mesto, smo pa nastali mesto veliko, ki sprejemamo različnost, različne kulture in njihova kultura Slovencev, Prekmurcev, Madžarov, Hrvatov, Srbov, Romov. Mislim, da na takem malem mestu redko katera destinacija, mesto lahko to ponudi in živimo v eni lepi slogi, drug drugega spoštujemo in ohranjajo vsak svojo kulturo in tradicijo iz roda v rod. To podpiram, to bom tudi v mojem delu podpiral, ko bom še župan in vsekakor pa želim, da tudi to drugačnost pokažemo za našo kandidaturo celi Evropi. Današnji dan je bil začetek tega projekta, nikakor pa ne zadnji, zato ker je, bom rekel, Lendava imela tako eminentne ljudi, ki si še zaslužijo tlakovce spomina na njih, tudi na druge, katere pač po vrsti moramo počakati gospoda Nemniga, kajti on tempira tudi datume teh izvedb, vsekakor smo pa nekje morali začeti. Jaz mislim, da so te tri družine dobile, oziroma te tri družine so bile tiste prave družine, katere so si, bom rekel, za svojim udejstvovanjem v Lendavi nekako, kot sem prej rekel, tlakovali razvoj Lendave in nikakor pa ne, bom rekel, zmanjšam drugim družinam njihovo vlogo v razvoju Lendave, tako da ta projekt se nadaljuje, vsekakor pa v bodočnosti, ko bomo pač dobili spet naslednji termin za položitev teh tlakovcev spomina. Do danes je bilo v Evropi vgrajenih okoli 70.000 z medenino prevlečenih kamnitih tlakovcev. Odslej se tudi Lendava pridružuje mestom v Sloveniji, Murski Soboti, Mariboru in Ljubljani, kjer spotikavci obujajo spomin na pozabljene žrtve. Spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenja.